Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji briefing, prispevek, v katerem bomo skušali ugotoviti vse tiste pomembne točke pred začetkom same dirke. Tudi današnji zadnji briefing bo kot običajno sestavljen iz 3 delov, kjer bo prvi posvečen rezultatom in dogodkom iz kvalifikacij, drugi bo oni, kjer bomo skušali razumeti ritem za posamezno ekipo, za posameznega voznika, in v tretjem delu bom pa predstavil tisto moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo s samimi kvalifikacijami, ki so verjetno marsikoga presenetile, ne toliko s formo samega McLarena. Pričakovati je bilo, da ekipa z Wokinga bo nadaljevala s svojim trendom in tu so končno opravili delo tako, kot je treba. Zasedli so prvo štartno vrsto z Landom Norrisom tam spredaj in seveda na drugem mestu imamo Oskarja Piastrija. Verjetno marsikdo ni pričakoval Red Bulla tako v ozadju. In tu je treba pripomniti nekaj. Da vidimo tokrat, kako slab ali dober je v resnici Sergio Perez. Proga v Monzi je specifična, ne imenuje se zaman tempelj hitrosti. Namreč konfiguracija je v resnici skupek dolgih ravnin, ki jih povezujejo dokaj hitri in kratki ovinki, a razen onega znanega posvečenega Michelu Alboretu. In to pravzaprav voznik ne more pridodati ne vem kaj. In videlo se je, kakšna je bila razlika med Sergijem in Maxom. En za drugim, ampak pred njima ne samo McLaren, tudi Mercedes ter Ferrari. Max Verstappen bo verjetno tokrat imel kar nekaj težav. Tu seveda bom sedaj povedal nekaj, kar je večini izmed vas samo po sebi umevno. Namreč, če hočemo nekoga prehiteti, mora oni zadaj biti hitrejši od tistega spredaj. In tu v Monzi, v templju hitrosti, Red Bull ni hiter. In to zna biti ena izmed kritičnih točk prvenstva. Namreč McLaren je dobil verjetno nepričakovana zaveznika, govorimo o obeh bolidih scuderie Ferrari in obeh bolidih tovarniške ekipe Mercedes, ker so se postavili seveda med prvo in četrto vrsto. Tako ima Max Verstappen dobesedno ogromno dela, da se bo prebil naprej, Lando Norris ter za njim Oscar Piastri pa lahko med tem lepo varno odpeljeta naprej. In tu je treba poudariti, da pravzaprav je prva kritična točka, ki jo lahko pričakujemo med dirko, sam štart. Lando Norris je mnogokrat dokazal, da štart ni njegova vrlina. Tokrat Oscar Piastri ni za njim, ampak je poleg njega. Tako se bo zgodilo, da se bosta na primer začela boriti med seboj in bi znal nekdo tretji, v tem primeru Russell, izkoristiti priložnost. Rad bi vas opozoril še na neko malenkost. Če ste budno spremljali kvalifikacije, ste verjetno ugotovili, da je bil, na primer, Carlos Sainz mlajši izjemno hiter v prvem sektorju.
ampak na koncu, ko je sestavil krog, ni bil tam, kjer bi si ga marsikdo želel. Torej, krog v Monci je treba sestaviti v drugem in tretjem sektorju. Tisti prvi ni toliko pomemben. A vrnimo se k samim rezultatom kvalifikacij. Res, tokrat ima Lando Norris življenjsko priložnost. Prvič, da zmanjša občutno zaostanek, ki ga ima za Maxom Verstappenom. Drugič, da McLaren v konstruktorski lestvici pridobi še kar ogromno terena. In tretjič, da psihološko skuša skrhati tisto trdnost, ki jo ima prirojeno Max Verstappen. Kolikor bi se štartni razpored, ki ga vidimo tu, nekako prevedel tudi v končne rezultate dirke, in da bi bilo kaj podobnega v Azerbajdžanu ali pa v Singapurju, bi lahko upravičeno dejali, da je prvenstvo kar naenkrat odprto. Seveda, zaostanek Norrisa bi se moral zmanjšati recimo tam na dobrih 30 točk. Ampak to so predvidevanja. Najprej je delo treba popolno opraviti v sami Monci. A videli smo tudi nekaj presenetljivih rezultatov, ki so pa verjetno odrinjeni v ozadje. Govorim o Hülkenbergu, govorim o Albonu. Oba voznika sta prišla v Q3. Seveda nista imela enakovrednih možnosti z ostalimi, ampak že to, da je Williams in Haas prišel tako visoko, je dober pozitivni znak. In tu se moramo za trenutek ustaviti tudi pri Franku Colapintu, ki je res izpadel v prvem delu kvalifikacij, a ni bil zadnji. Nekateri bi lahko dejali, da pravzaprav je bil tako hiter kot Logan Sargent. In treba je tu poudariti, da Franco Colapinto nima izkušenj s Formulo 1, da ni še se nekako udomačil v svojem bolidu, zato je ta rezultat iz Monze izjemno pozitiven. Res, proga ni tako zahtevna, kar se tiče vozniških sposobnosti, ampak konec koncev rezultat, ki ga moramo šteti med pozitivne in ne med negativne. Sam sem nekoliko več pričakoval od obeh bolidov ekipe Racing Bulls, ampak videli smo, da Tsunoda in Ricciardo tam v ozadju nista bila sposobna priti niti na rob tiste prve deseterice. Verjetno marsikdo izmed vas je tudi pogrešal kakšnega Aston Martina. Tako Lance Stroll kot Fernando Alonso sta odkrito rečeno razočarali. Vidi se pri Fernandu Alonsu nekaj, kar je zanimivo. Če ima dober konkurenčen bolid, je tudi on motiviran. A težava je v nasprotnem primeru, če njegov bolid ni tako dober, kot si želi, tudi sam, kot da ne bi znal dati tisto nekaj več. Poglejmo si sedaj, kaj bi lahko dejali o ritmu za posamezno ekipo. Če si ogledamo graf, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Formule 1, lahko trdimo, da prve 4 ekipe, torej Red Bull, Mercedes, Ferrari in McLaren, so dobesedno poravnane. Namreč tista razlika, ki je prikazana na grafu, je zanemarljiva in lahko sodi v tako imenovano polje statistične napake. Na to pri ostalih velik skok, ampak tu bi vam rad pokazal to preglednico, kjer ne samo, da vidimo v tako imenovanem longranu tisti povprečni krog v določenem obdobju, ampak tudi odstopanja navzgor in navzdol. Res v tem primeru bi lahko dejali, da je bil George Russell najboljši, ampak njegov long run je trajal 6 krogov, naprimer v primerjavi
s tistimi 10, ki jih je opravil Lewis Hamilton. In tu velja poudariti, da zopet pri Ferrariju je bil Carlos Sainz mlajši verjetno tisti, ki je bil najbolj konsistenten. Ne toliko pri tistem povprečnem času, ampak pri razliki med najboljšim in najslabšim krogom. Podobno bi lahko dejali za McLaren. In tu, po mojem, McLaren tako kot na samih kvalifikacijah, tudi na dirki ima nekaj več. Ampak ta prednost McLarena ni tako velika, da bi jim lahko dovolila malce bolj sproščeni pristop k sami dirki. Namreč imajo določeno prednost, ki pa jo morajo izkoristiti. In videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo na dirki. Kot zanimivost bi vam pa rad predstavil nekaj, kar je prav specifično za Monzo. Od prvega prispevka naprej govorimo o tem, kako so pomembne tu končne hitrosti, kako gre v resnici za skupek izjemno hitrih ravnin. V tistem tehničnem delu smo govorili tudi o kotu, ki ga imajo na primer pomožni profili prednjega in zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja v primerjavi s tistim, kar vidimo na ostalih progah. Poglejmo si razlike med končno hitrostjo z uporabo sistema DRS in brez njega. Če smo na nekaterih progah videli razliko med 20 in celo 25 km/h, vidimo tu, da se je leta zmanjšala na približno 15. Zakaj? Ker so koti pri samih pomožnih profilih, na primer na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, že tako ali drugače nizki, je razlika v resnici minimalna. In to seveda jemljimo kot zanimivost, ampak samo po sebi umevno, če razmišljamo, kakšna je konfiguracija proge in kakšne pakete so izbrali pri posamezni ekipi. A verjamem, da sedaj se marsikdo sprašuje, kakšna je tista idealna strategija za dirko v Monzi. In tu velikih izbir nimamo. Namreč strategija z enim postankom je tista idealna, če ne nujna. Namreč v trenutku, ko bolid stoji pred garažo in mehaniki menjujejo kolesa, gredo nasprotniki mimo s hitrostmi, ki se približujejo 360 km/h. Torej, imeti čim manj postankov v Monzi je pravilo. Torej, en postanek je tista idealna rešitev. In tu verjetno ni treba biti ne vem kako vešč in genijalen, da bi lahko predvideval strategijo, kjer bi začel na pneumatiki medium, odpeljal 20 krogov in nato do konca na pneumatiki hard. Ampak lahko bi izbrali tudi drugo varianto. Naprimer, odpeljati približno 14 krogov na pneumatiki soft in nato do konca iti z pneumatiko hard. Tudi veljavna varianta, ampak ne vem koliko uspešna. A obstaja še neka srednja pot, ki lahko prinese rezultat, ampak pod pogojem, da v pravem trenutku pride na progo, na primer varnostni avtomobil in izniči enega izmed obeh postankov. Torej, začeti na pneumatiki soft, odpeljati približno 15 krogov, nato natakniti pneumatiko medium in na koncu zopet 15 krogov na pneumatiki soft. Še posebej, če ima voznik en nov set za prvi del dirke, bi bilo to izvedljivo, ampak kot sem povedal, po mojem mnenju, po mojih izračunih, pod pogojem, da v pravem trenutku pride do nevtralizacije, na primer z virtualnim ali pravim varnostnim avtomobilom. A tako, čaka nas verjetno napeta, razburljiva in tista prava dirka v templju hitrosti
na progi v Monzi. A tu, preden zaključim, še tisto obvestilo. Dobro veste, tudi jutri komentiram ostale dirke v živo. Tako, da se bomo videli v našem krajšem srečanju pred dirko ob 1 in ne ob 2, kajti takrat bom zaseden s komentiranjem dirke GT Masters. Ampak vseeno 30 minut pred samim začetkom bomo imeli na voljo. Nato po dirki ob 17. bomo imeli priložnost si povedati vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na dirki. Klasični komentar pa bo sledil v ponedeljek. Toliko za zadnji briefing. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.